Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci, vsi ostali. Danes je z mano gospa Katja Pančur. Gospa Katja, a vas lahko prosim, da se predstavite, tako kot želite biti predstavljena? Predstavljeni, ne smemo uporabljati polvikalne oblike, oprostite. Ja, jaz bi se predstavila kot samo Katja. Sem žena, sem mama v prvi vrsti, to je za mene tisto, kar je najbolj pomembno. Vse ostalo je pa pač moja zgodba, ki jo bova danes secirali. To je zgodba, zgodba z velikim Z-jem, zato sva se danes tudi izjemoma odločili, da bova to posneli v 2 podcastih, torej eden je danes in potem sledi še en čez 14 dni. To pa zato, ker sva preprosto ocenili, da v 45 minutah celotne problematike, o kateri se bova danes pogovarjali, preprosto ne moreva nasloviti in je bila to tako logična posledica. A začneva z nekim opisom te vaše zgodbe, od začetka, pa se sproti pogovoriva o tem, kam vas je ta začetek in potem zdaj tudi nadaljevanje te zgodbe pripeljal. Komot, izvolite. Rodila ste se V Rusiji, v Sankt Peterburgu. V 90-ih je v bistvu glih ta okrožje, kjer smo mi živeli, je postal ena taka cesta, po kateri so se droge fino prenašale. In je bilo v resnici zelo malo ljudi, ki niso šle sploh ženske, ne, ki niso šle po tej poti drogiranja, ne, in To pripovedujete zato, ker se je to zgodilo tudi vaši mami? tako, res je. Moja mama ni bila izjema, niti njena najboljša prijateljica, tako da že kot zelo, zelo mlada se je dotaknila drog, ker je imela tudi ona zelo težko otroštvo. In v bistvu ja, začelo se je s samomorom očeta. Od tistega trenutka naprej je šlo vse samo še bolj in bolj navdol in je mama v bistvu izgubila nadzor nad lastnim življenjem in se je prepustila v bistvu bolečini in drogi, alkoholu in tako naprej. Ko govoriva o drogah, to so trde droge, kaj je to, heroin? To so heroin, kokain, vse žive mešanice, potem do alkohola, tablet, v bistvu čisto vse, no, kar je lahko, je porabljala. Vi imate še eno starejšo sestro, ki je 4 leta starejša od vas. A ko sta se vidve rodili, torej starejša sestra in potem vi, je vaša mama že uživala mamila? Je uživala, ampak ni bilo tako hudo, no. Nekako je imela še stvari pod kontrolo, ne, potem smrtjo očeta je pa To je bilo pri vaših 11 mesecih, tako, ja. ko je umrl oče, oče je naredil samomor. Ja. Takrat ste ve 3 še živele v stanovanju. A je bilo to lastniško stanovanje vaših staršev? Ne, v bistvu, mislim, ja. Najemniško stanovanje? Ja, pa s tem, da je bilo to je, zdaj se je to mogoče malo težko v teh časih predstavljati. Bilo je v bistvu 3-sobno stanovanje in od tega je v lasti moje mame bila pač ena soba, ne, in smo bile vse 3 tam. Nekaj časa je bilo to še nekako v redu, ko je pa res zabredla, je pa tudi to potem prodala in bi šlo pa še bolj navdol. Koliko ste bili vi stari takrat, ko se je to zgodilo? Ko je zabredla, je prodala stanovanje oziroma sobo v stanovanju? Mogla bi biti ene okrog 7. leta. In vidve s sestro sta v bistvu že pred tem, ko ste v bistvu še imeli stanovanje, pogosto bili na ulici. Zakaj? Oziroma kako? Še ena stvar, ki je težko predstavljiva, pa vendar. Ja, ja, v bistvu danes težko si predstavljamo, da so otroci, ki
na primer, ki so šoloobvezni, se pravi tam od 6., 7. leta naprej, pa da dejansko ne obiskujejo šole, ne. Ampak to je pri nama je bilo to dobesedno tako, a ne. Mama je šla pač po svojih, bom rekla, opravkih in, naju je dala pred, blok in cele dneve lepo 2 punčki pred blokom, pa nisva bile edine, ne vem zdaj na srečo ali pa ne. Družbo sva imela, tako da smo bile ene, mislim, da nas je bilo 5 punc. Kaj pa hrana, kaj pa Ja. lulanje, kakanje? Ja, kakor si se znašel, ne. Mislim, za hrano je velikokrat pomagala v bistvu njena najboljša prijateljica, ki sicer tudi se ukvarjala s prostitucijo, se je tudi drogirala, ampak je nekako vseeno imela življenje bolj urejeno, no. Njena hčerka na primer ni živela na ulici, ne, tako kot midve. In ona je bila tista, ki naju je večkrat vzela, k sebi. Karkoli je imela za jesti, sva dobile in tako naprej. Ampak še vedno to ni, to ni bil neki, bom rekla, običajen dan otrok ali pa otroški dan ali pa, ne, ni bilo šole, ni bilo, sobe, neke redne higiene, rednih obrokov, ne. To je zelo za današnje čase nepredstavljivo, no. Kako pogosto pa je bila vaša mama odsotna? Recimo zdaj se pogovarjava o tem obdobju do vašega 7. leta. To je bilo vsak dan. Mislim, ni bilo niti enega dneva, da bi bili mi na primer, skupaj kot družina. Tega ni bilo, ker nje nikoli ni bilo, ne. Ona je prišla na primer, na hitrico, pa smo se videli, pa ne vem, se je prišla namazati, preobleči, pa je šla nazaj, ne. In je manjkala tudi po par dni, par tednov. Tako je bilo. Kdo vaju je pa spustil potem nazaj v sobo do takrat, ko ste jo še imeli? Ja, Ste lahko takrat, takrat prespali? takrat je imela moja sestra še ključe, ne, ko sva pač še imele dostop, do tega stanovanja, potem pa ulica. Ulica. Še preden ste se znašli povsem na ulici, kako je izgledal vajin vsakdanjik? Oziroma, kaj počne 6-, 5-, 7-letni otrok cel dan na ulici? Kako mu mineva čas? Kako se igra? Ja, jaz sem se zelo rada igrala v naravi. Se pravi, seveda v Sankt Peterburgu ni take narave, kot je na primer tukaj, ne. Ampak je travnik, so drevesa, jaz sem plezala po drevesih, igrala sem se z zemljo, s kamenčki, trgala sem rastline, nekje sem našla kakšno vodo in sem se igrala, da kuham. Mislim, risali smo po asfaltu tiste različne za igre, ne, za skakati in tako naprej. Sprehajali smo se. Koliko vam je pa manjkala mami? Ja. In kako to otrok občuti, če občuti v tej starosti? Ja, jaz sem se stalno jokala. Jaz sem samo želela mami, čeprav zdaj, ko nazaj pomislim, jaz sploh ne vem, kako je imeti mamo, ne, ker jaz mamo kot takšno je nisem nikoli imela, ne, se pravi, ona mene ni nikoli pobožala, objela, mi dala neko varnost, neki občutek, da sem zaželena. Ampak enostavno, skozi mi je manjkala. Skozi sem se jokala, pa kdaj bo mami prišla, pa kje je mami, pa jaz bi mamico, ne. Tako da osamljeno, zelo osamljen občutek, no, v resnici. Kaj pa vaša 4 leta starejša sestra? Se morda spomnite, ker ona se verjetno tega obdobja spomni še bolj živo ali pa na drugačen način. Ste se kdaj pogovarjali, kako se ona tega spomni? Ja, ona sicer reče, da je srečna, da sem 4 leta mlajša, da se ne spomnim toliko stvari, kot si jih na primer ona, ne. Čeprav že tisto, kar se jaz spomnim, je grozno, kaj šele tisto, kar si ona, ne. Plus da je ona seveda imela neko drugo zavedanje celotne situacije, ne. Že jaz sem videla stvari, pa nekako približno vsaj vedela, kaj se dogaja, ne. Pri njej je bilo pa to še toliko bolj izrazito, ne. Ampak ona je tudi, drugačen tip, no, človeka kot jaz. Jaz se rada poglabljam v stvari. Jaz sem zelo čustvena, jaz rada stvari razdelam, predelam. Ona pa v bistvu gre kot tank čez polje
in reče: "Glej, to tako je bilo, gremo naprej." Ne. Tako da na vse moje jokanje in stokanje se je največkrat jezila, a ne, in me je tako kregala: "Pa daj že, Mira, bo že nehala, ne, mami ni, ne vem, kdaj bo prišla." M vajina mami se je ukvarjala s prostitucijo. A je imela, ko sta se vidve rodili, poklic oziroma se je ukvarjala s čim drugim ali je v bistvu bil njen poklic v bistvu prostitutke v bistvu od nekdaj? Oziroma od nekdaj prav gotovo ne, to je, torej, a je imela še kakršenkoli drug poklic? Vem, da se je ukvarjala z nekim, mislim, ukvarjala, saj je bila zelo mlada, ne, ona je mojo sestro rodila pri 19. Zanimalo jo je frizerstvo, slaščičarstvo, celo delo medicinske sestre, ampak nič od tega se ni na koncu uresničilo, ne. Potem, v nekem trenutku je torej prišel, čas, oziroma trenutek, ko ste, zapustile to sobo, torej streho nad glavo. Kje ste živele od takrat naprej? V bistvu ni bilo prostora, da bi prav rekla: "Tukaj pa sva zdaj, pa bova tukaj." Ne. To je bilo zelo tako filmsko, za današnje čase res nepredstavljivo. A ne, če si človek na primer zdaj predstavlja dva otroka z eno plastično vrečko, ne vem, v tej vrečki je minimalno osebnih stvari, še celo neki album sva imele s sabo s fotografijami. In dejansko hodiš po svetu sam, osamljen, ni tistega občutka: zdaj bom pa nekam prišel, pa bo v redu." Ne, ker nimaš kam iti. Ampak kako vaju je pa mama recimo konec dneva našla? A ste Saj ne, sploh ni iskala. Ne, to ni bilo tako. Saj pravim, to je res težko se človek sploh poglobi v kaj takega, ampak tudi ko je na primer prišla spet v stik z nama, včasih sploh ne vem, a naj je sploh prepoznala ali ne, ker je bila tako zadrogirana, zadeta, neprisotna, da enostavno ne morem reči sploh, da je obstajala kot nekdo, ki se zaveda svojega telesa in okolice, ne. In kje sta živeli, oziroma bomo rekli spali, se prehranjevali vidve s sestro v tem obdobju? Največkrat sva v tistem bloku, kjer smo, imeli tisto sobo, zdaj ne vem, kako je tule v Sloveniji, ker nisem še bila v teh starih blokih, ampak v Rusiji je bilo tako, da si imel, kot neko Kurilnico. klet, ja, in tam so bile tiste cevi, a ne, tisto, ke se greje blok, in, sva največkrat tam spali, no. Ker je bilo začuda odprto, ne, in, ni bilo sicer glih lepo okolje sploh za otroka, ampak je bilo pa toplo. Kar, nama je bilo v tistem trenutku najbolj pomembno, no. Tako da nekaj časa je bila to kar ena taka rešitev, no. Kaj pa ostali prebivalci tega bloka? Vendar so videli, da sta tam dve deklici, ki sta zelo majhni, brez mame. A je kdorkoli kadarkoli kaj vprašal, pomagal, se ustavil, Ne. dal kakšno igračo, hrano? Ne, bila je ena gospa, ki je sicer, jaz sem jo takrat prvič in zadnjič videla, no. V enem času sva, enostavno nisva imeli druge rešitve kot to, da sva prosjačili za denar, a ne. Pa še ta denar, to so bili kovanci, ne, to ni bil neki, a ne, denar, da sva imeli vsaj za, ne vem, kruh, ne, da sva šli kupit. In, na tej avtobusni postaji, bila ena gospa, blond lasje, na paž postrižena, še zdajle jo vidim pred sabo, zraven je bil njen mož, zelo urejen gospod, in se jima je že takoj videlo, da sta pri denarju, da sta, bom rekla, bolj, kako bi rekla, mogoče bolj prebujena, no, tako se mi zdi, da sta res videla, da sva v stiski, ne. In je ona dejansko vprašala sestro, ne, kje pa sta, kje imata pa mamico, ne, in je sestra na hitro pač razložila, da mamice ni, da nimava nič za jesti, zato sva zdaj tukaj in pač čakava, če bo kdo kaj dal denarja, ne, da si lahko vsaj kruh kupiva. In je rekla: "No, pa pojdite z mano, ne." In, naju je peljala v stanovanje
in najprej naj je dala v kopalnico, ker verjetno niso bile glih čiste, ne, tudi dišeče ne, in so se lahko skopali. Potem nama je dala večerjo, naju je dala spat in zjutraj nama je dala neki denar in smo se poslovili in to je bilo to. To je bila tudi edina oseba, ki je opazila, bom rekla, to neko stisko otroško, pa da ni pogledala stran, ker večinoma, sem opazila tudi kot otrok, no, sem že to čutila, da si se sicer zasmilil človeku, ampak je pogledal stran, ne, tako, kot da majčkeno, mogoče, ne vem, mogoče se jim to gabi, ne, da je pač otrok zanemarjen, vidno zanemarjen, ne, ker pač ne moreš se niti počesati, niti umiti, niti nič, a ne. In, po eni strani to razumem, no, ampak, po drugi strani pa res ni fajn biti v tem položaju, ne. Jaz, ko je bil narejen enkrat en eksperiment, ker so isto punčko enkrat oblekli v luksuzen Burberry plašček in jo spustili med ljudmi in je požela noro veliko odobravanja, vsi so jo pobožali, vsi so ji, in potem so to isto punčko, oblekli kot enega razcapanega otroka in potem ta gnus pri ljudeh in to neodobravanje in so mogli v bistvu prekiniti snemanje, zato ker je bila punčka na robu. Ja. Tudi veliko o ljudeh pove, a ne, kako Ja, ogromno, kako smo- jaz si ne predstavljam tega, no, jaz če vidim mačko ali pa psa, se ustavim pa ga pobožam, ne, kaj šele otroka. Jaz ne bi nikoli otroka pustila v stiski. Kaj pa naredite, da bi videla otroka, ki na ulici prosjači, Jaz berači? bi ga vprašala, zakaj je tukaj, ki ima starše, in če bi mi povedal, ker pa midve sva bile dosti odkrite, ne, moja sestra je pač povedala: "Mamice ni, mamica dela," ne, je tudi povedala, kaj dela, s čim se ukvarja, povedala je, da se drogira. Mislim, jaz bi poklicala policijo, ne, bi rekla: "Glejte, tulele je en otrok brez spremstva staršev, vidno zanemarjen, umazan, lačen, ne, mislim, to se ne sme dogajati." Jaz tega sigurno ne bi mogla stran pogledati, no. Kako je vaša sestra, ne vem, pri svojih 10, 11 letih skomunicirala z ljudmi, da se njena mamica ukvarja s prostitucijo? Ona je to čisto normalno povedala. Brez zadržkov. Ker tudi v tistem času ni bila edina, ne. Mislim, samo iz tistega okrožja, kjer smo mi živeli, je rekla, ne vem, mogoče vsaka peta, šesta. Bilo nekaj res, Običajnega. ja, žal. Kako ste pa vi s svojimi otroškimi očmi na to gledala? A ste vedela, kaj to pomeni? Ste si predstavljala, kaj, je za tem izrazom? Verjetno si ne bi predstavljala, če ne bi bila zraven velikokrat pri njenem opravljanju, njenih dolžnosti za dobivanje denarja za drogo. Samo beseda mi ni nič povedala, ne. Ko sem bila pa zraven, sem pa seveda videla in slišala in dobila neko sliko, ne. In ko rečete, da ste bile zraven, to dejansko pomeni, da ste bile povabljena v stanovanje kakšnega od moških, ki jo je najel, in da ste v bistvu bile lahko zraven ali pa v sosednjem prostoru, ko sta imela onadva spolne odnose. Sem kar malo brez besed ostala. Ja, mislim, grozen je. Jaz, zdaj sploh kot mama si tega ne morem predstavljati. Ampak to mi samo danes, ke sem že odrasla ženska, mi samo pove, koliko dejansko ni bila pri sebi. No, kaj pa ti moški, ki so to naredili pa zraven? Ti moški, mislim, da vsi vemo, da nimajo nekih vrednot, da bi sploh lahko razmišljala, kako so ti moški to dovolili, ker mislim, da jim je bilo čisto vseeno. A mislite ali pa veste morda ali pa ste se s sestro kdaj pogovarjale, kdaj je dobila tudi kakšno ponudbo za vaju? Oziroma predstavljam si, da v takem svetu, ali pa bom tako rekla, iz filmov izhaja, da je v bistvu to naslednja, poteza, ki Je. sledi. Ne lažejo filmi. Jaz sem bila sicer premajhna, ampak, tudi mene so ugrabili. Tudi njo so izsiljevali, se spomnim, da smo se nekje skrivali v eni hiši, mislim, groza, no, tako, hvala bogu, da imam zamegljen spomin, no, na tisti čas. Ampak ja, to je, bom rekla, naslednji logični korak.
A je bila pa toliko pri sebi, da je rekla: "Ne, svojih hčerk pa ne dam." Se spomnim, da se je nekaj dogajalo v tisto smer, ampak ni prišlo do realizacije. Tudi vaša sestra, 4 leta starejša, ni nikoli se rabila prodajati. Ne, Ste se ne. pogovarjali o tem. Ja, se spomnim, da je nekaj bilo v zvezi s tem, ja. Koliko časa sta bili na ulici oziroma koliko časa, sta vidva živeli praktično brez mame na ta način, preden Mislim, da ste je končali v bolnišnici? moglo bi biti malo manj kot 1 leto. Nekaj takega je bilo, ja. S tem, da to je bilo tako, ne, saj pravim, ta prijateljica njena je velikokrat pomagala, ne, tako da je kar hitro mine, no. Hitro mine. 1 leto kar hitro mine, še posebej, če si otrok. In potem sta, se skupaj znašli v bolnici. Vi ste bila zelo bolna, imela ste, tuberkulozo, epilepsijo. Kaj pa sestra? Je bila pa zraven? Ja, ona je imela pa tudi, v bistvu so imele ogromno teh respiratornih, infekcij, bolezni, ker, spanje v, kleti bloka na ogrevalnih ceveh ni glih zdravo za dihala, ne, tako da se je zelo poznalo, no. Ona ima v bistvu še danes ima zelo veliko zdravstvenih težav, no, se kar ne more se ven zvleči. Jaz sem se precej, no, ampak pri njej je pa še danes v bistvu so posledice tega, ne. Ja. Potem sta bili v bolnišnici, Ja. v tem, 2 da- različnih. Ja, s tem, da je bilo, najprej je bila bolnišnica, pa potem spet neko prav zdravilišče za te te dihalne, zadeve. Tako da ja, so se kar, no, borili, bom rekla, za zdravje. Je bilo kar. In v tej bolnišnici ste vi spoznali gospo Mašo, ki je kasneje postala vaša skrbnica, v narekovajih. In ta gospa je znala angleško in je, bila tudi, prevajalka oziroma tolmačka za, enega gospoda. Vam predajam besedo, Ja. ker Ja, v bistvu, neka stalna praksa je bila takrat, da v teh bolnicah, da prihajajo pač neki ljudje, a ne, da otrokom kaj prinesejo, da se z njimi malo poigrajo in tako naprej. In, enkrat sta prišli 2 gospe, Maša pa Ana, s tem, da je bilo nekako tako, logično, ne vem sicer kako, ampak nama je bilo s sestro obema logično, da pride Maša k meni, Ana pa k njej. In, tako smo se malo smo se pogovarjali, malo smo se družili, kdaj pa kdaj je kaj prinesla. V bistvu o njej nisem kaj veliko vedela, no, tudi ne vem, na kakšen način se je ona sploh znašla tam, ne, in od kje je ona sploh izvedela za mene. Še danes ne vem, ne. Je bilo tako vse po enem takem čudnem naključju, no. In mi je kar hitro tudi povedala, da ona v bistvu pozna pa enega gospoda, ki je, humanitarni delavec, ki deluje po celem svetu, je sicer tudi religiozni vodja, ampak takrat se ni toliko govorilo o tem, no, bolj je bilo to, da je dober človek. ja, neki humanitarni angelček, ne, ke otrokom pomaga, in da bi pač ona rada, da ga jaz spoznam, da sicer on govori angleško in da je on iz Evrope, in to je bilo za mene tako, ne. To je bilo res ena taka redkost, no, v tistih časih za nas otroke, ne, v bolnici. Tako da ja, nekaj časa je ona prihajala k meni. In po tej bolnici ste obe s sestro, odšli v sirotišnico, kjer, so se ti obiski gospe Maše, tudi gospe Ane, nadaljevali. Ja, v bistvu takrat sva že, bom rekla, zgradili neki odnos, jaz sem se navezala na njo, ne, ker, v resnici v življenju nisem imela nobenega, ne, samo sestro. In, neki odnos sva že imeli, se pravi, jaz sem se veselila, ko je ona prišla, ne, sem komaj čakala, da pride. In potem
pač en dan je rekla: "Ja, veš, da kmalu pa pridejo ti Francozi, ke sem ti razlagala, pa pridejo, v Sankt Peterburg in jih bom pripeljala tudi sem, pa boš ti lahko spoznala tega gospoda," in tako naprej, ne. Tako da v bistvu to je bil moj prvi stik, z njim, no. A jaz prav razumem, da je dejansko on začel prihajati v sirotišnico namensko, praktično zaradi te povezave s to gospo Mašo, in z vama s sestro? Ja. Mislim, to je ena taka res čudna zgodba, ke včasih še sama ne razumem čisto dobro še danes, kaj se je pravzaprav, dogajalo, pa na kakšen način je sploh prišlo do realizacije vsega tega, da sem jaz pristala tukaj v Sloveniji. Ampak ja, vse je bilo zelo, premišljeno. Tako, no, tudi ko sem jaz njega, videla, se mi zdi, da Maša mu je že toliko stvari povedala, da on je mene že kakor da me je poznal, ne, od prej. In sem se takoj tudi na njega navezala, ne, tako da je bilo vse zelo zmenjeno, dogovorjeno, tako kot da bi nekdo imel neki scenarij. Tako. Saj, če sem jaz malo lahko poklicno deformirana, pa če bi midve zdaj morali neko dokazno potrditveno podlago oblikovati, verjetno bi se o gospe Maši lahko pogovarjali kot o nekakšni agentki zanj, ki je morda dobila nalogo, da poišče kakšnega primernega otroka, ki bi ga gospod želel posvojiti, odpeljati s sabo. Je to možen scenarij? Je, čeprav, mogoče je meni lažje verjeti, da ona res ni vedela nič o tem. V bistvu, jaz sem vedela, da on je tisti, ki me je hotel dobiti, ne. Ampak, je najprej nekako uredil, da je ona bila moja skrbnica, potem je pa skrbništvo prepisala na njega, ne. Torej po sirotišnici ste nekaj časa živeli pri gospe Maši, kot pri vaši skrbnici. Ja. Koliko časa? Pa tudi okrog enega leta, mogoče malo več, no. Takrat vem, da sem tudi prvič šla v šolo. Šok. Koliko stara punčka torej? Pa mislim, da sem bila ene 9. In ste šli v prvi razred takrat? A veste, da se ne spomnim. Tega se pa res ne spomnim. Spomnite se pa šoka. V kakšnem smislu je bil V šok? vseh smislih, mislim, jaz nisem znala niti, nič v bistvu, no. Tako. V sirotišnici vas Ne. niso učili brati, V pisati? sirotišnici smo največkrat, risali metuljčke in tako naprej. Mislim, ni bilo nekega, bom rekla, učnega programa, ne, sploh pa ne šolskega programa. Tako da je bilo res minimalno mogoče kakšno pisavo pa številke, ne, ampak jaz sem bila zelo, zelo, bom rekla, učno podhranjen otrok. In vaša 4 leta starejša sestra prav tako ves ta čas ni hodila v šolo? Ne. Torej zdaj je morala imeti že kaj, 12, 13 let, brez enega samega. Enega razreda šole, ja. Tako. A je znala pisati, je znala brati? Ja, ona je bila majčkeno bolj, napredna kot jaz. Sem se pa tudi jaz zelo hitro naučila, no. Zelo hitro, ker, sem imela željo. Sem bila zelo vesela, da sem dejansko dobila sploh možnost, ne. Za mene je bilo to ulica ali pa šola, ni bilo tukaj sploh vprašanja, ne. In, sem bila res hvaležna in sem se zelo hitro naučila vsega. V šolo ste začeli obiskovati takrat, ko ste se preselili k gospe Maši in ste, v bistvu hodili v šolo v bližini njenega doma. Kako ste se pa vi takrat počutila v šoli? Kakšni so bili to občutki? Se kaj spomnite takrat? Ni mi bilo fajn. Mogoče največkrat zaradi tega, ker me v resnici niso nikjer sprejeli. Jaz sem bila tarča posmeha, ne vem, mogoče se mi je pa preveč poznalo, no, da sem otrok, ki, je rešenček, no, tako. Tudi Maša si ni mogla kaj dosti privoščiti. Obleke sva kupovali pač rabljene pri metroju na stojnici, tako da verjetno se je to vse skupaj poznalo, no. In, me niso pretirano sprejeli, no. Tako da je bila res ena taka
bitka, vsakdanja, ampak jaz sem bila zelo neobremenjena takrat s tem. Jaz sem bila samo, izredno vesela, da sem lahko v neki skupini, v nekem varnem okolju, ker za mene je bila šola varno okolje, ne, ker so bili odrasli, ker sem se lahko zanesla na nekoga. Tako da, ja. In, po tem enem letu življenja pri Maši, se je dejansko pojavil gospod, poimenovali ga bova gospod Lama, zato ker je bil to dejansko njegov poklic. Se Oziroma, lahko temu tako reče, ja. kakšen boljši izraz bi uporabili? Pa vem. Mogoče naziv. Mogoče naziv, ja. Lama kot, budistični duhovnik. Tako, vodja, ja. In, gospod vas je odpeljal v Slovenijo. Ja, v bistvu je bilo tako, da je Maša se je dogovorila, da bova prišli k njemu v Slovenijo, čez poletje, zato ker je ona takrat delala na enem projektu, ki so ga oni imeli kot pač ta organizacija. In, je prevajala, risala, ona je bila v bistvu ilustratorka, ona je risala, risanke in tako naprej. In takrat, je njegova kongregacija v bistvu izdala eno tako otroško igro. In je ona to risala, mu je prevajala in pač je rekla: "Glej, jaz grem tja, ker moram pomagati, ne, pa greš lahko z mano, pa boš videla, kako je." In takrat se je začelo zbiranje dokumentov, viza, takrat sem jaz v bistvu tudi sploh dobila dokumente, ker sem bila brez, ne. Torej vaša prva pot v Slovenijo in sploh prva pot iz Rusije je bila še v času, ko ste bili vi še pod skrbništvom gospe Maše. In takrat sta vidve prišli na obisk v okviru neke službene poti, Ja. na obisk, v Slovenijo h gospodu Lami. Kdo je ta gospod, in kaj je počel v Sloveniji? Je tujec, če prav razumem, Ja, Francoz? on je Francoz, njegova pot je v bistvu kot neka, ja, on je neki, bom rekla, samooklicani, no, budistični vodja. Zelo, poseben gospod. V bistvu najlažje bi ga opisala mogoče s tem, da povem, da je na primer skrbel 1 leto za bolnico v Indiji in je operiral ljudi, brez v bistvu bilokatere diplome zdravniške. Tako da je zelo poseben. In tako kot je samooklican, kirurg, je tudi pač samooklican budistični lama, ki je imel tukaj svojo, budistično oziroma versko, kongregacijo. Imel je precej sledilcev, in je v bistvu vodil je meditacije, imel je učenja, celo posvete za pare. Imel je zdravljenja preko pač s polaganjem rok, preko energije in tako naprej. Ste kdaj Sploh za izvedela, otroke. zakaj Slovenija? Kaj je počel v Sloveniji, zakaj ni bil v matični domovini, kjer je govoril tudi francoski jezik? Mislim, zdaj vem, zakaj, ampak takrat pa nisem vedela. Ne, on se je zelo veliko selil po državah. Zakaj? Ker mu nekako njegov, bom rekla, plan se mu ni izšel in, ni šlo po njegovem planu in, si je mogel hitro zamenjati državo, ne. Se pravi, on je v rodni Franciji je, isto pač zdravil otroke, potem je bil obsojen za spolno nadlegovanje 2 otrok in si je mogel najti drugo državo za izvajanje tega poklica. Torej midve se dejansko pogovarjava o pedofilu, ki je, preko svojega poklica oziroma preko svojega opravljanja neke dejavnosti prihajal v stik z otroki, in jih medtem, ko jih je zdravil, če jih je tudi zdravil, spolno zlorabljal. Tako. In k temu gospodu sta vidve pri vaših 10 letih z Mašo prišli na obisk. Koliko časa ste pa bili takrat v Sloveniji? In Mislim, da je bilo glih čez poletje, no, mogoče malo manj. mesec, dva? Ja, nekaj takega, ja. In
Kaj se vam je takrat zgodilo? V bistvu za mene je tisto obdobje, kot neka pravljica. Mislim, to, da jaz brez staršev iz ulice pridem v varstvo neki gospe, potem spoznam nekoga, ki je na položaju, vsaj takrat sem jaz to tako videla, dojemala, in da grem lahko k njemu v Evropo, da se on zanima za mene, da bi mi pomagal, ne. Jaz sem takrat dejansko verjela, da on vse to počne zato, da bi mi pomagal, ne. To zanimanje za vas, kaj je to pomenilo? Kako je to izgledalo? Je drugi so mi povedali, Maša mi je na primer skozi razlagala: "Ja, pa on bi ti zelo rad pomagal, ne, pa tako." Pa še ko je prišel v sirotišnico v Sankt Peterburgu, me je na primer peljal k zobozdravnici. Jaz nisem bila v življenju pri zdravniku tako, ne, pač edino v bolnici, ne. Peljal naju je sestro v McDonald's, ne vem, prinesel mi je neke, ne vem, kulije, neki pisarniški ta material, ne. Meni je bilo to Mislim, ke je otrok tako močno podhranjen neke pozornosti, nekega zanimanja, ne, da se ti dejansko počutiš kot ta zadnja smet, potem pa nekdo pride in ti da neko naklonjenost, ne. On je mene, zelo rad objemal, on je mene držal za roko, jaz tega nisem poznala kot otrok, ne. In še sestro, ke sem držala za roko, sem čutila, da ji grem na živce, ne, ker za njo je bilo vse preveč. Ona je morala pri svojih, ne vem, 12 skrbeti za svojo sestro, to se ne bi smelo zgoditi, ne, in je imela res vsega preveč. A vam je bilo to všeč, da vas je nekdo držal za roko, da vas je nekdo objel? Absolutno, meni je bilo to, s tem, da je bila Maša, je bila dosti hladna ženska, no. Jaz sem se sicer obešala po njej, ampak, ona mi to ni znala vračati, no, ona tudi, ni skrivala, da ni nikoli želela imeti otrok, ker enostavno ni tista ženska, ki bi imela v sebi to željo po nekem materinstvu. On je bil pa, čisto nasprotje, on je bil pa tako topel, mislim, karizmatičen, prijazen, ljudje so kar, toliko enih ljudi je bilo okoli njega, ne, meni je bilo to tako: kje sem jaz, kje sem se znašla, ne?" In vsi tisti njegovi sledilci, to so bili tako prijazni do mene, ne, pa so mi kdaj kaj dali, pa so me pozdravljali, ke so prišli, pa tako ke v eni pravljici, no. Tako, res. In v tistem poletju, ko ste bili pri svojih 10 letih na obisku v Sloveniji pri njemu, a se vas je kadarkoli dotaknil še kako drugače kot s toplim objemom, stisk roke, toplina v smislu: "Vesel sem te, da si tukaj." Ja, ja, absolutno. Mislim, saj pri teh, zlorabiteljih je, mislim, da dosti logično, da te takoj v bistvu vpeljejo v zlorabo, ne, ker otrok, si že kar takoj, naredi neko sliko v glavi: zdaj tukaj je pa to tako." A ne. In to tako je, sicer si prijazen do mene, mi daš ogromno, ampak z druge strani dobim pa tudi to, ne. Ker na primer, če bi on bil do mene, bom rekla, samo kot starš, kot odrasla oseba, da bi bil ta odnos tako, kot smo ga vsi vajeni in ki je edini pravilen, pa bi potem začel s temi zlorabami, bi mogoče jaz v svoji glavi videla, da to nekaj ni v redu, ne. Ko je bilo pa to takoj, se pravi, so pa moji možgani to sprejeli, ne, kot pač del tega, da sem zdaj tukaj. Tako da to je bilo takoj. Pa mislim, da je bila celo ena od prvih, no, teh zdravljenj sigurno. So v trenutku, ko se vam je to zgodilo, torej otrok pri 10 letih, ki nima izkušenj, kaj je pravilno, kako bi morale stvari biti, ko v bistvu nima toplega doma, materinske ljubezni oziroma starševske ljubezni, v bistvu ne zna v svojih možganih narediti tega preklopa, to pa ni okej. A vas jaz prav razumem? Absolutno. Od kje? Mislim, če nimaš, nekih zdravih izkušenj, kako potem sploh veš, kaj je zdravo pa kaj je pravilno, kaj je prav? Saj logično, ne, da takrat res ne veš, no. In po teh izkušnjah ste se, vi po poletju vrnili nazaj z Mašo v Rusijo in, nekaj časa še živeli z njo, potem pa je bilo vse urejeno, da se vi stalno preselite k njemu. Ja.
To je bilo pri vaših 12 letih. S tem, da še danes ne vem, a je bilo to res tako načrtovano ali se je to zgodilo res izključno, samo zaradi tega, ker sem jaz Mašo razočarala, ne. Ker meni je bilo tako rečeno, da pač jaz sem potem kar, bom rekla, malo sem delala težav, no. Se mi je mogoče poznalo to otroštvo, ne, in, padla sem v slabšo družbo. V Rusiji to tako izgleda, da že 11-letnik lahko in vodko pije in kadi, ne, in krade in tako naprej. Saj tudi v Sloveniji to tako izgleda. No, ne vem. In, takrat, mi je v bistvu rekla, da pač noče več skrbeti za mene, da lahko grem pa k Lami, ke je izrazil željo, da bo pa on mene vzel in bo nesebično skrbel za mene, ne. Zdaj ne vem, a je bilo to, res ali je bilo pa načrtovano dejansko, da pridem pri 12 tja, ne. In so vas spokali na letalo in ste pristali v Sloveniji. Kakšen je bil vaš uradni status? Njegova posvojenka, njegova, oskrbovanka, je bil on vaš, kaj je bil? On je bil moj zakoniti zastopnik. Ona je v bistvu takrat ona je imela skrbništvo nad mano in ga je prepisala v bistvu na njega, ne. Tako da ja, v bistvu 12-letna punca, ki ne govori ne angleško, ne slovensko, v drugi državi, sama na avionu, prvič v življenju. Je prišla v dom, kjer sta poleg Lame živela še njegov posvojeni sin. Je bil posvojeni ali je bil tudi samo, nekdo? Tudi v nekem varstvu, ker on pa ima mamo živo, ne. Koliko je pa bil ta, fant starejši od vas? 1 leto. 1 leto. In je z Lamo že živel od njegovega 7. leta. Ja. Po narodnosti pa je bil Američan. Tako. Torej ste imeli v bistvu, brata, v narekovajih, ki je bil Američan, skrbnika, ki je bil Francoz, in njegovega asistenta, ki je bil prav tako Francoz. Oni so se med sabo pogovarjali francosko. Ja. Ali so se angleško pogovarjali? Večinoma francosko, no. Drugače pa ja, tudi Potem ste angleško. prišli vi, brez da bi govorili besede od kateregakoli od teh jezikov. Kako pa je potekalo to sporazumevanje? Na kakšen način ste vi sploh vzpostavili stik v tem domu? To je res ena taka zanimiva, zanimiv del, no, te zgodbe. Ja, v bistvu tako kot na primer en otrok, ke bi zdajle prišel v šolo, ne, pa ne bi znal jezika. Počasi, počasi, počasi. Beseda po po pol leta. besedo, ja, mislim. S tem, da jaz sem imela res veliko željo se naučiti in sem se ogromno naučila. V bistvu istočasno in slovensko in angleško. S tem bratom sva se pač preko igre, sva se, ne, ko sva se igrala, sem se ogromno naučila, no. Oni so sicer imeli v planu, da bi znala jaz tudi francosko, da bi se naučila, ampak, v tistem trenutku me ni toliko zanimala francoščina. Pa tudi mislim, da mi je bilo majčkeno preveč vsega, no, na začetku. Tako da, ja. Kako ste pa ohranjali stik z ruščino? Rusko še vedno govorite tekoče, verjetno. Ja, z Mašo sva si pisale na primer, maile, ne, ona je spraševala, kdaj pa kdaj kako sem. Večinoma je komunikacija tekla seveda med njo in, Lamo. Ko sem pa jaz, imela opcijo, sem se pa seveda z njo tudi, dopisovala in tako, ampak se mi zdi, da je bila kar vesela, no, da sem znebila in, ji je čisto odgovarjalo, no. Kaj pa stik s sestro v tem obdobju? Ne, s sestro v bistvu, s sestro sem jaz stopila spet v stik, mislim, da tam pri ene 16. Pred tem ste ga pa izgubila kdaj? Ko ste šle živet k Maši? Ja, od Vere naprej v bistvu, od tiste sirotišnice. Vera je naziv sirotišnice. Ja. V sirotišnici ste bili še skupaj? Ja, sva bili skupaj, potem pa je ona podpisala tiste papirje, da pač dovoli, da se me odpelje v Evropo, in je bilo to to. Nisva imeli niti stikov niti nič. Kako ste se pa našli pri 16 letih preko družbenih omrežij? Ja. Saj ena pozitivna stvar Facebooka. Ja, ja, res. Povezuje ljudi. To pa. In,
Ko ste prišli v Slovenijo živet k svojemu zakonitemu zastopniku, je on začel s spolnimi zlorabami. Nadaljeval, ja. Nadaljeval, seveda, hvala. Nadaljeval s spolnimi zlorabami, ki so potem trajale kako dolgo? Iz glave bom rekla tam mogoče do 17. leta. Se je kakorkoli to stopnjevalo ali je bil to od začetka, je postavil pravila, torej vključno s spolnimi odnosi, ali je Ne, seveda, da se je stopnjevalo. S tem, da o tem se ni sploh nič govorilo, ne. To je bil pač del, bom rekla, mojega življenja z njimi in je bil to del tega in o tem se ni govorilo. Dokler nisem jaz potem, tam mogoče 13, 14, da sem začela dejansko, govoriti o tem in ga spraševati, zakaj se to dogaja. In da jaz pa tega ne bi in tako naprej, ne. Do takrat je bila kar ena taka smrtna tišina, nobenih vprašanj, nobenih odgovorov, nič. Kasneje ste izvedeli, da je spolno zlorabljal tudi vašega starejšega brata. Da se mu je dogajalo povsem enako. Tudi v zvezi s tem smrtna tišina, nikoli nista komunicirala en z drugim. Je bila dovolj to tabu tema, da ni nikoli prišla beseda na to? Ja, v bistvu jaz sem izvedela to leta 2012, ko je on podal prijavo. Takrat mi je povedal. O tem bova še malenkost več povedali kasneje. Pri 15 letih pa ste z Lamo zanosili. Je prišlo do zunajmaternične nosečnosti in zato ste potem tudi splavili posledično. A je takrat brat za to vedel? Ne. Mislim, noben ni vedel, no. Razen pač mene, njega in, ginekologinje, ne. Ta ginekologinja je takrat vse naredila eno razumno stvar, podala prijavo na policijo. Ja. In dejansko potem je policija se oglasila pri vas oziroma vas je povabila na razgovor in so želeli vedeti, kaj? V bistvu, mislim, da je ona, prijavo podala na ta način, da je dejansko, opisala njega kot zelo, bom rekla, nekoga, ki je sumljiv, ker on je res, zelo želel biti zraven pri ginekološkem pregledu, kar vsi vemo, da mislim, ne gre čez, ne, in, je v bistvu, videla, da je tako nad mano, prav tisto, da je hotel biti zraven, da slučajno jaz ne bi karkoli povedala, ne, tako res je, spomnim se, no, da je bila zelo sumničava, ne, starejša, zelo, zelo fajn gospa, no. Danes res cenim, da je takrat poklicala, policijo. Vendar zgodilo pa se ni nič. Ne, ne, in se tudi ne bi moglo zgoditi karkoli drugače, tako kot se je. Enostavno, ne. To je pa ena taka, zanimiva tema, ke mislim, da jo res, do potankosti jo res razumejo samo tisti, ki so šli čez to, a ne. Ker različna vprašanja, kot so na primer: "Ja, zakaj pa nisi povedala, ne? Saj si imela šanso." Saj Nataša Kampuš je tudi imela šanso, ke jo je spustil v trgovino, ne, da bi komu povedala ali pa da bi šla, ampak je enostavno bila tako navezana na njega, da ni šans. Ne, jaz sem imela zelo, zelo podobne izkušnje. Kdo bi moral takrat odreagirati in kaj bi se moralo zgoditi, da bi se morda že takrat pri vaših 15 to obrnilo v drugačno smer? Mislim, da takrat bi bila mogoče, pa lahko, da se motim, mogoče edina stvar, ki bi me takrat majčkeno premaknila, mogoče, če bi mi brat povedal to, kar se je njemu dogajalo. Ampak spet, ko mi pa je kasneje, se pa ni nič premaknilo, ne. Tako da ne vem, enostavno, ko si ti, bom rekla, v krempljih takih ljudi, to so dobesedno, to niso samo pedofili, to so psihopati, to so sociopati, mislim, to je res ena taka mešanca. In ko si dejansko, v mreži takih ljudi, ni šans, to ne vidiš niti levo niti desno.
Res En izraz obstaja, zato je to štokholmski sindrom. je. Oziroma sindrom navezanosti na ugrabitelja oziroma zlorabitelja, ne. In, to je ena taka, saj pravim, ne, saj psihiatri pa psihologi pa tako, ne, že razumejo nekako v praksi, kako je to, ampak ko pa ti sam si v taki situaciji, šele res vidiš, jaz zdaj šele odkar sem, bom rekla, da živim sama, da sem tako stran od njega, se pravi, da nisem odvisna od njega niti čustveno, niti fizično, niti finančno, nič od tega, šele zdaj, ko nazaj gledam, vidim, koliko je bilo to hudo, ne, kako je res, ta sindrom, to ni nič izmišljenega, to je res zelo, zelo, zelo huda stvar. Gospa Katja, vi ste se lotila pisanja knjige v tej svoji zgodbi, ki smo jo zdaj, poskušali relativno hitro orisati. V četrtek, 5. junija boste imeli predstavitev te knjige. Tako. O čem pripoveduje knjiga? Kaj je tisto, kar vas je gnalo, da ste jo napisali, in kaj vam je dala oziroma kaj vam je dalo pisanje? Ja, knjiga govori v bistvu, o mojem otroštvu, o tem, kako sem jaz prišla v Slovenijo, o mojem odnosu v bistvu z Lamo, o njegovem odnosu do mene, o zlorabah, bom rekla, mojih izkušnjah sploh odraščanja kot nekdo, ki je bil, na vse možne načine zlorabljen, tako dolgo, tako intenzivno, zlorabljen. Potem se dotaknem tudi, tega, kaj pride vse zraven, ko dejansko se zaveš teh stvari, se pravi posttravmatski sindrom, kako sem se borila s tem, kako sem splezala ven iz tega. Ja, ena taka, bom rekla, za zunanje, ljudi to je ena taka dobra zgodba, dobra življenjska zgodba, ne, ampak to je celo moje življenje do danes. Knjigi je naslov Varna hiša groze. Tako, Zlorabe v imenu duhovnosti. tako. Jaz bi predlagala, da se midve za danes, v tej točki posloviva oziroma narediva piko. Posneli bova še drugi del tega podcasta, v katerem se bova pogovarjali o teh stvareh, o katerih govori tudi vaša knjiga, pa o vaših občutkih, pa morda na kakšen način se soočiti s tem. Morda bo to pomagalo tudi komu, ki se s podobnimi čustvi ali pa s podobnimi, strahovi še danes ubada. Zato ker, če kaj lahko rečemo, je, da je pa redko kdo dovolj pogumen, da se lahko sooči z vsem tem, kaj izpostavljenost prinese s sabo. Res je. Predstavljam si, da ni lahko. V naši zaprti Sloveniji, kjer imamo tendenco s prstom kazati na ljudi, kjer se vedno vprašamo, kaj pa ima zdaj ona od tega, a ne, povsem napačna vprašanja, Ja. ampak obstajajo pa in prav gotovo se o njih, pogovarjajo ljudje, pa bova nekaj spregovorili tudi o tem. Velja? Super. Mi se vidimo čez 14 dni, pa, vabljeni ponovno v najino družbo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.